Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v marčevski, tokrat že drugi oddaji Kultura na dlani, ki jo, kot je že znano, za vas pripravlja 5 partnerskih televizij. Projekt Evropska prestolnica kulture 2012 se je v februarju s otvoritvenima slovesnostma uradno pričela še v Murski Soboti ter na Ptuju. V preostalih partnerskih mestih pa se je že v polnem zamahu udejanja napovedan program različnih umetniških žanrov. Največ dogodkov seveda pripravlja Maribor, med vsemi pa je nekaj takih, ki odmevajo tudi izven naših meja. Z gledališko predstavo Vojna in mir se je režiser Tomaž Pandur vrnil na mariborski oder in v Evropsko prestolnico kulture. Predstava je rezultat sodelovanja Hrvaškega narodnega gledališča v Zagrebu in Pandur Theatres ter Zavoda Maribor 2012. Slovensko premiero je doživela februarja v mariborskem gledališču in navdušila občinstvo. Vojna in mir, velika enciklopedija morale in strasti, na oder postavlja znameniti Tolstojev roman, ki govori o prepletanju usod 4 družin v Rusiji v času Napoleonovih vojn. Pandurjeva predstava je prvo uprizoritev doživela oktobra v Zagrebu. V sklopu Evropske prestolnice kulture pa se je na ogled postavila tudi slovenski publiki. Predstava je, sedi in uživaj in reči hvala Bogu, da so še ljudje, ki kaj takega delajo. Kot vedno Pandur, vznemirljiv, premišljujoč, šokanten, zelo všeč mi je bilo. Čudovita epopeja, bom rekla, o duši človeka in iskalcu duše in jaz sem navdušena. Že to, da 1200 strani genija, odvisno v kateri izdaji seveda, spraviš na oder, je potrebna velika drznost in velik talent. To je zame režijska, scenografska in seveda igralska mojstrovina. Tomaž Pandur, nekdanji umetniški direktor drame SNG Maribor, ki je aprila lani odstopil kot predsednik programskega sveta Zavoda Maribor 2012, se je tako v Evropsko prestolnico kulture in pred domače občinstvo vrnil kot ustvarjalec. Občutki so čudoviti. Videli ste mojo publiko, ki po 16 letih očitno še vedno občuti to gledališče, to estetiko. Jaz sem zelo presenečen, pravzaprav prijetno presenečen in ganjen ob tem odzivu, ker mi to na nek način potrjuje tudi vsa moja željo in voljo pomagati pri Evropski prestolnici kulture, kjer sem, kot veste, preživel 2 leti v snovanju konceptov, ki se na koncu niso realizirali in uresničili, nažalost, ampak zame je danes to plačilo, ta reakcija gledalcev. Moram reči, da je to res absolutno presežna predstava za slovenski prostor, predstava, ki je enakovredna resnejšim in relevantnim dosežkom znotraj evropskega konteksta in vsi smo lahko veseli, da je najbolj uveljavljen slovenski režiser na tujem, hkrati tudi del Evropske prestolnice kulture. Avtor dramatizacije je Darko Lukić, dramaturginja Livija Pandur. V 3 ure in pol dolgi predstavi v 3 dejanjih je med igralsko zasedbo skoraj celoten ansambel Hrvaškega narodnega gledališča. Slugo, ki skozi celotno zgodbo povezuje različne usode, je upodobil Livijo Badurina, ki je sicer s Pandurjem sodeloval že v času njegovega vodenja mariborske drame. Pred 20 godina sam upravo u ovom kazalištu započeo ispisivati svoju kazališnu biografiju. Tako da je ponovno stajati pred mariborskom publikom, pred kojoj sam tako reći prohodao u glumačkom smislu, zapravo jako emocionalno. V vlogi mlade grofice Nataše Rostove, ki se hitro in usodno zaljublja, nastopa hrvaška igralka Zrinka Cvitešić. Mislim da smo večeras stvarno svi ostavili sve na sceni što smo mogli u datom trenutku i publika je to prepoznala u nevjerojatnom omjeru. Mislim da još nismo imali ovakav prijem kod publike. Kot edina Slovenka v predstavi v vlogi grofice Rostove nastopa legendarna Milena Zupančič, ki je s Pandurjem sodelovala prvič. Velik izziv je zanjo predstavljalo tudi dejstvo, da je predstava v hrvaškem jeziku. Je bilo zato veliko dela, posebej še, ker ne gre samo za izgovorjavo, za akcente, ampak ker predvsem ti, ko delaš vlogo, jo misliš v svojem jeziku, ki je pa pomensko so stavki drugače, besede so drugače postavljene. Tako da jaz sem imela, za razliko od vseh mojih kolegov,
dvojen del. Tolstojevo nacionalno epopejo o ruskem ljudstvu, ki velja za enega največjih romanov, je Pandur prenesel v današnji čas, ko so večna vprašanja o smislu ljubezni, ubijanja, vere in smrti še kako aktualna. Jaz mislim, da celo danes boljše govori kot v 19. stoletju. Tolstoj je tako velik pisec in tako pameten, da je velike zgodovinske dogodbe zrcalo skozi zgodbe majhnih ljudi, skozi družinske zgodbe. Če samo pogledamo Napoleonov sen o združeni Evropi, o ideji združene Evrope, pa nesrečne ljubezni Nataše Rostove in Bolkonskega, mislim, da so stvari, ki danes na nek način globje, bi rekel, analizirajo stanje duha. Zagotovo sem v svoji vlogi pač hotela povedati, kako je ta vojna in ta nestrpnost med ljudmi in ta čudna urejenost sveta, ki je zdaj zelo nevarna in da nažalost se pač iz zgodovine nikoli nič ne naučimo. Vedno se ponavljajo napake, vsako sekundo je nekje vojna. In v bistvu tudi, ko je mir, je to že na nek način priprava na novo vojno in to je strašno. Ne? Predstava Vojna in mir je sicer del programa Terminal 12 Evropske prestolnice kulture, ki predstavlja mednarodne scenske produkcije. Celotna vrednost projekta je dobrih 470 000 evrov, pri čemer je Zavod Maribor 2012 prispeval okoli 177 000 evrov. Eden od vrhuncev Evropske prestolnice kulture Maribor 2012 je bil zagotovo koncert dveh mladih čelistov, bolj poznanih pod imenom Tu Čelos. V zadnjem letu v svetovnem merilu navdušujete z lastnimi priredbami svetovno znanih skladb. Njun prvi samostojni koncert v Sloveniji pa je navdušil tako poznavalce klasične glasbe kot tudi navdušence roka. Glasbeni apetiti in pričakovanja pred koncertom godalnega dua Tu Čelos so bili veliki. Čelista Luka Šulić, rojen v Mariboru, in Hrvat Stjepan Hauser sta že nekaj dni pred koncertom kazala svojo razigranost in mladostno energijo. Ful se veselimo tej priložnosti, da v mojem rojstnem mestu nastopimo in še posebej, ker je letos Evropska prestolnica kulture in mislim, da je velik dosežek za violončelo kot inštrument, da smo uspeli razprodati dvorano Tabor, kar je, zelo smo ponosni zaradi tega. Mlada virtuoza ob vseh obveznostih nimata veliko časa za vaje. Mi smo cijeli život posvetili tome od ranijeg djetinjstva. Sad nemamo baš vremena, sad samo uglavnom nastupamo. Ali to nam je sad pečemo ovaj zanat novi, rockerski, na koncertima. Oba izhajata iz glasbenih družin in izbira inštrumenta v otroštvu je bila preprosta iz večjih razlogov. Najbliži ljudskom glasu ima najviše mogućnosti, znači može se i duboko i visoko, violina može samo visoko, ne može duboko. Može pjevat najljepše drljive melodije, može rokat ko najluđa rock gitara, može biti pizzicato ko gitara, može se lupat po njemu ko da su bubnjevi. Najljepši dio posla je kad se svira, naravno. Putovanja znaju biti naporno. To popularnost pa nekako ne dojemaš preresno. Mislim, vedno je glasba na prvem mestu in nekako ta tvoja umetnost, da se razvijaš kot človek pa kot glasbenik. Zdaj, midva sva mogoče odrasla drugače kot nekateri, ki bi lahko mogoče ta slava udarila v glavo ali pa kaj, ker smo od svojega 5. leta naprej vadimo in se posvečamo temu. Tako da smo uspeli tudi v teh trenutkih nekako vdržati to disciplino pa cilj. In cilj je bil enkratno glasbeno doživetje v mariborski dvorani Tabor, kjer je več kot 3000 obiskovalcev emocionalno spremljalo vsak njun gib. Navdušenja ob samostojnem koncertu Luka in Stjepana nista skrivala. Zadovoljno je bilo tudi občinstvo. Super, enkratno res, še enkrat bi šlo, če bi lahko. Ne moreš sedeti ob takšnem koncertu, ne moreš. Preprosto navdušen. Nismo pričakovali, ampak sta presenetila. Odlično, super. Vse mi je bilo res ful všeč, AC/DC so mi bili všeč, pa balade res enkratno. Da sta sproščena, neobremenjena in da smo se vsi razživeli, to je bilo super. Ja, koncert je bil super, lihta prava mešanca, malo mirnih zadev in pa
rock prired, tako da super. Bilo je fenomenalno, odličen sprejem je bil, publika je bila glasna, vriščali so in mi smo uživali super, res. Po turneji na Japonskem, nastopih na televizijskih oddajah in sodelovanju z Eltonom Johnom v sklopu njegove svetovne turneje je bil koncert v Mariboru prvi samostojni koncert v Sloveniji. Pričela sta s samostojnima točkama klasične glasbe ob klavirski spremljavi Mije Milković, ob koncu koncerta pa se jima je pridružil še bobnar Dušan Kranjc. Ob skladbah iz njunega prvega albuma sta zaigrala še nekaj novih: AC/DC, Green Day, Red Hot Chili Peppers. Ja, mislim, če bi nam kdo to rekel pred enim letom, bi res, nikoli si ne bi mislil, da je kaj tajega mogoče. Z Eltonom v glavnem potujemo, pa odpiramo njegove koncerte in igramo z njim, tako da to je super priložnost, da nas sliši ful dosti ljudi. Je pa dosti večji užitek igrati svoj koncert, meni osebno. Pa naj bo klasična ali rock-pop glasba, dokazala sta, da sta izvrstna glasbenika, ki jima pripisujejo veliko prihodnost. To je fenomen interneta na koncu in to je fenomen YouTubea. Videli ste, kako so zasloveli. Še pred enim letom je Luka za svojo punco igral pri nas, torej koncert v Unionski dvorani, klasično glasbo, klavir in čelo, pa seveda niti približno ni bilo takšnega odmeva. Marsikdo ni vedel, da je z Richardom Torettijem in Australian Chamber Orchestra gostoval po Avstraliji, torej to so velikanski dosežki, predvsem v smislu klasične glasbe, no in on je to še nadgradil z tem popularnim in seveda absolutno mislim, da ga čaka velika kariera in ponosni smo, da je iz Maribora. V mesecu marcu pa bodo v Mariboru izvedli preko 160 različnih dogodkov vseh žanrov umetnosti. Tukaj pa je nekaj dogodkov, ki jih nikakor ne smete zamuditi. Gost Boris Grojs bo pod naslovom 12 predaval 9. marca v Kazinski dvorani SNG v Mariboru. 15. marca sledi otvoritev razstave Nemci in Maribor ob 18. uri v Veliki kavarni Maribor. Ne smete pa zamuditi niti koncertov zagrebških filharmonikov in Iva Pogoreliča 24. marca v Veliki dvorani SNG v Mariboru ter orkestra Slovenske filharmonije v Mariboru v dvorani Union 31. marca. Iz Maribora in množice dogodkov pa poglejmo na Koroško. V februarju večjih dogodkov s predznakom EPK 2012 ni bilo, v mesecu marcu pa pripravljajo. Otvoritev prenovljene stalne razstave o življenju in delu skladatelja Huga Wolfa, Kultura in literatura za vse, prvo javno branje, mednarodni festival mlade literature Urške, torej ob Urškinih sredah. Podobno stanje glede udejanjanja programa pa je tudi v Velenju. Tam pa v marcu vabijo na Max Klub Jazz Festival, torej različne koncerte džezovske glasbe ter mladinski musical Aladdin Junior. V Novem mestu so v februarju pričeli z izvajanjem najrazličnejših projektov, ki bodo to mesto polnili z vsebino skozi celotno leto 2012. V sklopu Evropske prestolnice kulture je Novo mesto kot partnersko mesto projekta k sodelovanju povabilo več kulturnih ustvarjalcev. Tako se novomeški zavod Situla predstavlja z veleblagovnico Situla, ki se je začela lani, se letos nadaljuje in bo trajala še prihodnje leto. Platforma projekta predstavlja odprt prostor, kavarna restauracija, letni vrt in hostel Situla v strogem centru mesta, kjer se nahajamo zdaj. Odprt prostor predstavlja le ogrodje, bazo projekta, iz katerega izhajajo in se organizirajo tedenske vsebine, ki trajajo skozi celo leto. V okviru veleblagovnice Situla potekajo 4 sklopi dogodkov, in sicer četrtek v Situli, letni vrt Situla, Situla Salutis in spoznaj zgodbe daljne preteklosti. Dogodki potekajo na 4 lokacijah v starem mestnem jedru Novega mesta. Ker gre pri našem projektu za oživljanje mestnega jedra in spadamo pod ključi mest Maribora 2012, smo ime povzeli tudi po ostalih mestih, kjer ima vsako mesto veleblagovnico v centru mesta. Projekt veleblagovnica Situle je po Blažičevem mnenju namenjen vsem meščanom. Predvsem pa je namenjen staremu mestnemu jedru
in sicer oživljanju starega mestnega jedra, saj v Situli močno zastopamo mnenje, da je oživljanje mestnega jedra proces, ki mora trajati skozi celo leto in ne sme temeljiti na enkratnih ali sezonskih dogodkih. Program veleblagovnice Situla sicer podpirajo Društvo novomeških študentov, Mestna občina Novo mesto in Evropska prestolnica kulture Maribor 2012. Slednja jih v letih 2011-2013 sponzorira v višini slabih 15 000 evrov. Za zavod Situla pomeni sodelovanje v projektu EPK predvsem prepoznavnost. Neko zaupanje v Situlo kot dobrega producenta in seveda tudi promocija v tujini, ki nam prav pride za ostale dejavnosti zavoda. Galerija Simulakar pa v projektu EPK sodeluje z večjima fotografskima razstavama ter z mobilno razstavo v javnem prostoru s pripovedovalskim performansom. Slednjo se bo 18. maja na glavnem trgu predstavil nizozemski umetnik Martin Forbe. Martin Forbe je nizozemski umetnik, ki že dlje časa potuje po svetu oziroma Evropi in lokalne umetnike povabi k sodelovanju na ta način, da oni prispevajo slike na temo upanja. In tako bo tudi v Sloveniji, kjer so zdaj že zbrana dela slovenskih umetnikov na to temo upanja, ki jih Martin potem prevaža v tem svojem kamionu, ki je hkrati mobilno razstavišče in mimoidočim potem razlaga vsebino teh del. Drug projekt je razstava francoskega fotografa Jeana Marca Karačija, ki bo od 16. maja do 15. julija na ogled na različnih mestih na glavnem trgu. Gre za logistično precej zahteven projekt, saj ga nameravamo postaviti v javni prostor, se pravi, da se izognemo tem galerijskem protokolu in skušamo zadevo čim bolj približati najširši javnosti. Jean Marc je v preteklih letih posnel serijo fotografij, ki so nastale v večjih evropskih mestih oziroma v prestolnicah evropskih držav. Gre za take zelo prefinjene kompozicije, kjer se na ozadju različnih arhitektur pojavljajo naključni mimoidoči. Simulakar je producent tega projekta, ki ga financira s pomočjo sredstev iz EPK. Pridobili naj bi 15 000 evrov. Tretji dogodek pa bo skupinska fotografska razstava Zaprti prostori mojega mesta. Gre za gostovanje projekta, ki je trenutno že razstavljen, in sicer v fotogaleriji Stolp v Mariboru, ki je tudi iniciator projekta. K tej razstavi so bili povabljeni avtorji iz 5 partnerskih mest in Maribora, se pravi, imamo 6 fotografov, ki so dobili nalogo, da fotografirajo neke skrite, nedostopne ali pa tudi dostopne prostore v njihovih mestih, pred čemer so imeli popolnoma proste roke. Razstavo, v kateri novomeške barve zastopa Bojan Radovič, bodo odprli v drugi polovici decembra. Sodelovanje galerije Simulakar v projektu EPK pomeni predvsem povezovanje z drugimi producenti v lokalnem okolju in tujini, meni Brulc. Se mi zdi ena pozitivna plat teh naših projektov v sklopu EPK-ja ta, da bojo večinoma postavljeni v javni prostor. Se pravi, da bomo res skušali nagovoriti malo širše občinstvo, kakor bi ga, če bi bili zgolj v galerijskih prostorih. Založba Goga bo v Evropsko prestolnico kulture prispevala 2 projekta. Eno je projekt, ki se v bistvu nanaša na digitalno infrastrukturo, to je v bistvu bomo predstavljali oziroma naredili infrastrukturo za predstavitev slovenskih literarnih ustvarjalcev na mobilnih platformah. To je en projekt. Drug projekt je pa Gogina hiša kulture oziroma mesto Goga, ki pa bo potekal tam od aprila naprej, od meseca aprila. Je pa v bistvu sestavljen iz več modulov. V osnovi gre pa za sodelovanje z zelo širokim spektrom novomeških organizacij, tako v bistvu civilna iniciativa, kakor tudi javni zavodi. Prvi projekt, ki se je že začel, naj bi končali maja. To bo v bistvu mobilna aplikacija, ki bo namenjena sistemoma Android in iOS, se pravi za Apple-ove naprave. Sodelovale bojo v bistvu, povabljene bojo k sodelovanju praktično vse slovenske založbe, ki bojo seveda hotele predstavljati slovenske avtorje. Drugi projekt, mesto Goga, sloni predvsem na prireditvah, ki jih bodo pripravili v mestnem jedru. Drugi projekt je pa namenjen prebivalcem Novega mesta.
in pa seveda tudi vsem kulturnim producentom, ki bodo želeli pri nas sodelovati. En nabor teh organizatorjev že imamo, ampak radi bi v bistvu čim širšim spektrom delali. Se pravi in z knjižnicami, vrtci, muzeji, bolnico in tako naprej. Kaj pa Evropska prestolnica kulture prinaša založbi Goga? Jaz mogoče niti ne bi govoril o založbi Goga, kot bi govoril v bistvu o kulturnem producentu Goga. Se mi zdi ena naravna nadgradnja vseh naših prizadevanj. Knjižna produkcija je seveda naša temeljna dejavnost, ki nam omogoča v bistvu vhod v svet ustvarjalcev. Sicer je pa v bistvu naša dejavnost povezana predvsem z promocijo dobre vsebine. In to je tudi dejavnosti, ki jih bomo izvajali v okviru EPK-ja, so prav to. Jaz upam, da bomo uspeli izkoristiti to priložnost, da pokažemo, se pravi, da smo zmožni tudi delati še več, pa še boljše. Založba je za omenjena projekta pridobila 20 000 evrov od EPK Maribor. Enak znesek pa bo zagotovila tudi občina, dodaja Ličen. Sicer pa v marcu vabijo na projekt Mesto Goga. Mesto Goga oziroma Hiša kulture z atrijem in s knjigarno Goga v središču Novega mesta je središče tudi v vsebinskem pomenu, ko govorimo o številnih dogodkih in dejavnostih v letu prestolovanja evropski kulturi. V tem mesecu se bo tam odvilo 8 različnih dogodkov. In pa seveda tudi stalne razstave v Novem mestu, arheološka podoba Dolenjske, muzejska zbirka IMV avtomobilov in prikolic, označitev kulturne dediščine, veleblagovnica Sitola in dogodki, glasbeni, literarni, potopisni in pa tudi okrogle mize. Hiša kulture seveda je tudi na voljo in pa Kulturkolaž, program za otroke in mladino. Na skrajnem vzhodu Slovenije v prekmurski prestolnici pa so v februarju končno začutili pravi EPK-jevski utrip. V gledališču Park v Murski Soboti je potekala osrednja slovesna otvoritev Evropske prestolnice kulture 2012 tega partnerskega mesta. Evropska prestolnica kulture EPK 2012 je v Murski Soboti zaživela z otvoritveno slovesnostjo, ki se je začela z matinejskim koncertom simboličnega orkestra. Otvoritveni dan se je pričel že dopoldan ob 11. uri z matinejskim koncertom simboličnega orkestra, ki smo ga videli potem tudi na sami slovesnosti zvečer. Kar nekaj časa oziroma kar nekaj prostora smo namenili 12 producentom, 20 zelo različnih projektov, ki se bodo odvijali, ki jih bo moč videti, slišati, doživeti v Murski Soboti v letu 2012. Eno tako zanimivo glasbeno zgodbo je pripoved teh producentov povezal simbolični orkester z glasbo, ki je približno tako raznolika, kot so raznoliki projekti, ki jih bomo videli v Murski Soboti. Zadnja tretjina večera pa je bila posvečena nagrajencem Mestne občine Murska Sobota. Do te odločitve je prišlo zaradi tega, ker je mestna občina pa že vrsto let podeljuje nagrade ob slovenskem kulturnem prazniku in ker je slovenski kulturni praznik skoraj sovpada z slavnostno otvoritvijo, je pač prišlo do odločitve, da se te nagrade podelijo na slovesnosti. Slavnostni govornik na prireditvi Mitja Čander, programski direktor Zavoda Maribor 2012, je izpostavil, da je izjemno vesel, ker je tudi Murska Sobota tako postala uradno partnersko mesto EPK. Prekmurje je seveda tista pokrajina v Republiki Sloveniji, ki jo pogosto na eni strani pozabljamo kot del celote, po drugi strani pa jo dojemamo kot neko eksotiko, kot nekaj izjemno posebnega, kot nekaj, kar je izjemno nenavadno. Sam sem prepričan, da seveda Prekmurje ni zgolj eksotika, niso zgolj podobe, ki jih dobivamo preko medijev, preko tradicije, ampak da je Prekmurje po eni strani tradicija in po drugi strani seveda sodoben pristop do kulture, do umetnosti, do življenja. In verjamem, da bo znotraj Evropske prestolnice kulture prišlo do izraza vse tisto, kar je vitalno v Prekmurju in kar je tisto, kar ponuja pravzaprav neko priložnost za izhod iz družbene krize.
kajti živimo v nenavadnem času, v času, ki nas navdaja s tesnobo, z dvomi, z premislekom, kaj se bo z nami zgodilo v prihodnjih letih, desetletjih. In v tem času je po mojem mnenju prav kultura tista priložnost, ki nas lahko popelje iz krize. Sam sem posebej vesel, da je lahko Maribor, iz katerega vam danes prinašam snežne pozdrave, seveda partner v tej pomembni, ne samo slovenski, ampak evropski zgodbi, da lahko partnersko mesto Murska Sobota in z Mursko Soboto seveda celotno Prekmurje z vsemi ustvarjalnimi potencijali, ki jih premore ta pokrajina. Kljub temu, da sedaj stopamo na skupno pot projekta, je prav, da se spomnimo tudi trenutkov, ko nam je skoraj zmanjkalo energije za nadaljevanje, je dejal župan Anton Štihec in dodal. Vendar danes sem vesel, da smo vztrajali in da smo danes del te zgodbe. Evropska prestolnica kulture je namreč priložnost trajne vzpostavitve pogojev za zahtevo in pa kakovostno projektno in programsko povezovanje in sodelovanje, tako na ravni mest kot celotne severovzhodne Slovenije. Tudi prej sem pred dvorano sogovornikov povedal, da nas je prav ta projekt v severovzhodni Sloveniji nekako povezal, še bolj kot smo bili prej. Poleg trdnega povezovanja odstira tudi spoznavanje in razvijanje lastnega potencijala, ki prispeva k intenzivnejšemu povezovanju kulture z gospodarstvom, kulture s turizmom, kulture z izobraževanjem, inovativnim okoljem, ne nazadnje s prebivalstvom v celotni severovzhodni regiji. Partnerska mesta so že leta 2006 zaznala, da je kultura ena od silnic regionalnega in tudi nacionalnega razvoja, ki nenehno odpira nova polja razumevanja in ustvarjanja. V 12 videoportretih so se predstavili tudi nosilci 20 projektov, ki se bodo tekom EPK-ja dogajale v mestu. V sklepnem delu prireditve pa so podelili nagrade Mestne občine Murska Sobota ustvarjalcem na področju umetnosti in kulture. Nagrado za vrhunske dosežke na področju kulture je prejel Feri Lajšček, plaketo za pomembne dosežke Metod Žunec, priznanja za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti v občini pa sta prejela Ernest Bransberger in Dušan Cigut. Odgovor na to, kaj pa bo mestu prinesla Evropska prestolnica kulture, pa bomo dobili v letu, ki je pred nami. Vrednote, ki jih v sebi nosimo kot posamezniki, meščani in narod ali narod, bodo narekovale tudi naš prihodnji razvoj in obstanek in so pogoj, da bomo uspešno premagali sedanjo gospodarsko, finančno in še kakšno krizo. Zato vam vsem prisotnim, gledalcem za malimi ekrani, vsem občankam in občanom želim, da bo tudi za vas to leto čiste in pozitivne energije, ker se bomo naužili kulturnih užitkov, ki nam jih pripravljajo naši ustvarjalci, odprli vrata novim idejam, ter da bomo vsi skupaj zavrteli tudi človeka v sebi in se duhovno obogatili. V okviru programa Evropske prestolnice kulture 2012 je v gledališču Park potekala projekcija filma Radgona 1991 Osamosvojitvena vojna v Pomurju, katerega producent je Zavod Sončnica. V filmu so predstavljeni dogodki med osamosvojitveno vojno v severovzhodni Sloveniji. V jubilejnem letu sem se odločila, da napišem scenarij za film o osamosvojitveni vojni na tleh takrat velike občine Murska Sobota. Kasneje pa je s tem, kar smo zvedeli na terenu, nastal film, ki vključuje Gornjo Radgono. Pravzaprav je poudarek na mestu ob meji, ki je utrpelo največjo materialno škodo. Murska Sobota pa je bila prvo po drugi svetovni vojni raketirano mesto v Evropi, torej raketirano iz zraka.
Torej, lotila sem se zadeve analitično, kajti takrat sem bila v veliki občini Murska Sobota podpredsednica za družbene dejavnosti in kot vodja delovne skupnosti odgovorna za izvedbo obrambnega načrta. In potem dogodki, kot so si naglo sledili, takrat je bilo treba ukrepati. Namreč vsi mostovi so bili minirani, potrebno je bilo poskrbeti za zdravila in vse ostalo. In tisti, ki tega niso doživeli, morda mislijo, da je bilo 10 dni te vojne nekako kar tako, pa ni bilo, šlo je zares. In dejstvo, da je Murska Sobota ostala cela, je zame zelo pomembno, kajti predvideno je bilo raketiranje ključnih objektov in takrat se je bilo treba začeti pogajati. In prav je, da smo se pogajali, sicer bodo pa drugi akterji povedali o tem, kaj se je odvijalo, kajti prav namen tega je avtentični prikaz z besedo in sliko in osvežiti spomin tistih, ki pravzaprav niso bili v prvih vrstah, zdaj pa nekako sodijo o stvarih, ki jih ne poznajo najbolje. In kako je potekalo snemanje? Snemanje smo začeli praktično na mostu reke Mure, na mejnem prehodu Petišovci Mursko Središče in tudi tam smo pridobili dragocene videoposnetke, ki so jih posneli hrvaški kolegi, torej ti posnetki bodo prvič objavljeni in potem se je s tem nadaljevalo po meji praktično slovenski, mađarsko-avstrijski meji vse do Gornje Radgone. V Gornji Radgoni smo seveda pri iskanju teh prič naleteli tudi na ljudi, ki niso hoteli govoriti, saj še vedno niso razčiščena vsa dejstva, ki se takrat dogajala. Posebej pa je problem s tistimi, ki so po vojni prejemali razne nagrade, priznanja oziroma veteranski status. Eni jih priznavajo, drugi ne. Tako da še danes je to verjetno druga zgodba oziroma lahko bila ta nadaljevanje tega celočrnega filma. V samem filmu nastopa 38 ljudi, tako iz tedanje milice, danes policije. Teritorialna obramba je malo zatila, tam jih je malo manj, ampak vseeno posnetki kažejo, da je tudi teritorialna obramba bila prisotna. Potem prostovoljci so odigrali svojo vlogo in tudi ravnatelj osnovne šole Gornja Radgona, Dušan Zagorec, če izpostavim le nekaj. Terminsko gledano je snemanje samega dokumentarca trajalo od maja pa tam do konca novembra. Seveda je vmes že bila tudi faza proti koncu potem predmontaže, seveda sproti smo pregledovali material, selekcijo, ne vsebinsko selekcijo, ampak tisto pač, kar je tehnično bilo neuporabno ali pa take stvari. Samo montaža se je pa bila potem v začetku decembra, se je vlekla približno 15 dni, same finalizacije do premije potem v mestu Gornje Radgone. V dokumentarnem filmu, ki osvetljuje vojne dogodke ter vlogo vseh, ki so tako ali drugače sodelovali v osamosvojitveni vojni v severovzhodni Sloveniji, je bilo zajetega le del posnetega materijala. Na samem snemanju, kot sem že omenil, je bilo narejenih ogromno intervjujev. Bilo je pobranih ogromno izjav, ostalo je ogromno materijala. Zdaj, da bi to časovno povedal, koliko je tega, je težko, ampak res smo naredili en taki arhiv, ki bo ostal. V bistvu tudi ni vsega not filma, nemogoče je vse stlačiti not film, zato ker smo časovno bili omejeni, ampak ostalo je še za naprej nekaj materijala. Toliko o februarju. V tekočem mesecu pa Zavod Sončnica nadaljuje s projekcijo filma Vojna za Prekmurje 1991, še vedno pa vabijo tudi na razstavo Tumo, slovanska poselitev Prekmurja. Pripravljajo pa še revijo otroških gledališč ter revijo plesnih skupin. Svečanim otvoritvam partnerskih mest Evropske prestolnice kulture se je kot zadnje partnersko mesto z art musicalom pridružil še Ptuj. Sledi utrip iz otvoritvene slovesnosti.
Ptuj je svojo uradno otvoritveno slovesnost vstopa v projekt Evropske prestolnice kulture izpeljal v začetku februarja. Svečana otvoritev se je odvijala v optimističnem tonu, govorci pa so se strinjali, da je za razvoj majhnega mikrokozmosa ustvarjalnost še kako pomembna. Zbrane goste v prireditveni dvorani Osnovne šole Ljudski vrt na Ptuju so pozdravili župan Ptuja dr. Štefan Čeraln, generalna direktorica Zavoda Maribor 2012 dr. Suzana Žilič-Fišer, predstavnica bivšega Ministrstva za kulturo Republike Slovenije Barbara Koželj-Podlogar ter Henry van der Kron, predsednik Evropskega združenja karnevalskih mest. Pričakoval sem torej presežke, ampak moram reči, da so me v vseh elementih nekako presenetili, izvrstna predstava in torej to je vredno videti ne samo na slovenskih odrih, to je vredno videti tudi na evropskih odrih. Genialno, čestitka vsem seveda, ki so sodelovali pri tem projektu. Sama prireditev pa je bila tudi po mnenju kompetentnih obiskovalcev ocenjena kot odlična. To, kar smo videli danes tukaj, je bila vrhunska predstava, dostojna in verodostojna v vseh ozirih in jaz iskreno čestitam vsem, ki so k temu prispevali. Pravkar sem se pogovarjal s predstavnikom Evropske komisije, ki je zadolžen za kulturne programe in sem ga vprašal, če je bilo to za enega kaj novega in je bil, jaz bi rekel, da je bil mogoče malo pretresen. Torej, ga je navdušilo in je rekel, to morate delati naprej. Najbolj pa je sogovorca fasciniralo naslednje. To srečanje s tradicijo in z modernostjo, mislim, da so bili akteri tudi zelo dobro izbrani, tako da jaz sem tukaj danes na Ptuju užival, da ne bi ob tem omenil kakšne ljubljanske kisle proslave. Tako v otvoritev kot v projekte, ki bodo potekali skozi celotno leto, je bilo vloženega kar nekaj truda. Za nami je izredno garaško delo, imam pa občutek, da se pravzaprav z tem, ko smo pokazali, kaj Ptuj ima, pa kaj Ptuj zmore. Jaz mislim, da danes ni enega obiskovalca v tej dvorani, ki bi odšel domov razočaran, ravno nasprotno, marsikdo bo domov odšel verjetno pozitivno in prijetno presenečen. Skratka, mislim, da potem, ko smo pokazali, kaj zmoremo, da nas čaka še veliko bolj garaško delo, ne samo tekom celega leta 2012, predvsem pa v letih, ki mogoče ne bodo samem po sebi prinesli toliko pozornosti, pa to ne pomeni, da pozornosti nismo vredni. Na Ptuju se bo skozi leto 2012 odvilo več kot 20 raznovrstnih dogodkov. Začenjamo pravzaprav z serijo dogodkov povezanim pod sinonimom Festivalom dediščine in umetnosti, pač verjamem, da gre za enega izmed presežkov v celotni Evropski prestolnici kulture, z mednarodnim simpozijem, z mednarodnim slikarskim extemporem, z srečanjem tradicionalnih pustnih likov, ker si pač lahko ljudje pogledajo tudi na drugačen način to zgodbo, ki smo jo pripovedovali danes. Potem drugi večji sklop, ki ga velja omeniti, so zagotovo poletni festivali, glasbeni festival Arsana. Sami vemo, da združuje preko 70 zvenečih umetnikov z glasbenega sveta vseh koncev Evrope. Prepleta se z mednarodnim likovnim festivalom Artsdays, ki že mnogo let na Ptuju daje tudi neko drugačno noto. Končamo poletje z dnevi poezije in vina, vsem znanim mednarodnim pesniškim festivalom. Vesela sem številnih pobud in nastavljenih projektov, ki spodbujajo otroško kreativo, AE festival, projekt ptujskih osnovnih šol, različne delavnice naših ljubiteljskih društev. Skratka, nadejam se še mnogo kulturnih užitkov tega leta, predvsem pa po letu 2012. Ravno glasbeno-gledališka predstava Kurentova svadba pa je naznanila, da bo mesto v prihodnjih mesecih živelo in dihalo s kulturo. Zgodba Zdenka Kodriča, ki izhaja iz bogatega pustnega izročila ter tradicionalnih likov našega območja, nas je zavrtela v Kurentov etos. Ptujsko etnografsko izročilo je v Kurentovi svadbi zaživelo preko klasične ljubezenske zgodbe, postavljene v današnji čas, ki so jo zapletali tradicionalni pustni liki. Zgodbo je avtor literarne predloge gradil na 4 mitičnih zgodovinskih osebnostih. Zanimal me je recimo starorimski pisec komedij Plavt, potem me je zanimala Kibela, Kurent pa seveda Mitra. Bog Mitra. In ko sem to nekako pred sabo imel, to zgodbo, je potem lažje steklo. Zdaj pa je bilo seveda ena posebnost, ker sem moral ta dva glavna junaka te Kurentove svadbe prizemljiti. Iz dediščine so izhajali tudi pri glasbi in to združiti v umetniško celoto ter jo postaviti na oder je terjalo leto dni priprav.
Bilo je tako, kot pravijo, ko nosiš kurentovo opravo, ne? Težko in lepo. Se pravi, povezati na odru več kot 100 ljudi pomeni, da gre za spektakel, da gre za velik projekt. Zagotovo moj osebno največji podvig, pa tudi mislim, da kar ptujski avtorski največji podvig in pa eden izmed večjih slovenskih projektov leta 2012. Tematika je pritegnila tudi režiserja, navdušenje nad projektom pa se je ob tako dobri in zagnani ekipi izvajal vajo le še stopnjevalo. To se mi ne zgodi pogosto, da me toliko stvar zagreje, kot me tokrat pri takemu tipu gledališča, ker to le ni samo proslava, otvoritev, to je nek spoj, niti ne moram reči, da je musical, to je pač nekaj med predstavom in koncertom. V predstavi so se povezali vrhunski umetniki, igralci, glasbeniki, medijske osebnosti ter tisti, ki iz roda v rod prenašajo ljubiteljsko etnografsko kulturo. O tem, da so na odru uživali, ni bilo dvoma. Kurent nas Ptujčane spremlja že od malih nog, od takih v bistvu, ko smo bili še piceki. In v bistvu najbolj interesantno pri tem projektu mi je bilo to, da smo delali z izredno veliko skupino različnih ljudi, ki so dejansko imeli en skupen imenovalec, ki ga je čudovito ustvaril sam režiser Matjaž Latin. Zelo lepo in zelo usklajeno in prijetno in to zdaj govorim, kar se tiče sodelovanja z kolegi iz druge umetnostne smeri, z glasbeniki, s plesalci, z vsemi Ptujčani, ki so nastopali kot maske. Moram reči, da je bil res en lep projekt, poln ljubezni. Bilo je odlično, zelo zabavno, zanimivo, spoznala sem veliko krasnih ljudi in res cela ekipa je držala skupaj od začetka do konca in to je redkost in to je res ena zelo lepa stvar in super izkušnja. Prisrčna zgodba, izjemna avtorska glasba, bogata scenografija in kostumografija. O vsem lahko govorimo samimi presežki. In prav ti presežki so utrli pot Festivalu umetnosti in dediščine na Ptuju. Nedvomno največji ter najdražji projekt EPK 2012, Kurentovanje 2012, je doseglo svoj vrhunec s 52. mednarodno karnevalsko in pustno povorko. V njej se je predstavilo preko 4400 nastopajočih, med njimi okrog 600 kurentov in korantov. Na ptujskih ulicah pa naj bi si ogledalo več kot 60 000 ljudi. Na povorki so se med drugim v svojih opravah predstavili dosedanji princip ptujskega karnevala, bilo jih je že 12. Etnografske pustne skupine iz Dravsko-Ptujskega polja, pihalne godbe pobratenih mest, osnovne šole ter domače in tuje karnevalske skupine. V povorki se je predstavilo preko 4400 nastopajočih, med njimi okrog 600 kurentov in korantov. Na čelu povorke, ki je trajala več kot 3 ure, se je s spremstvom sprehodil letošnji princ ptujskega karnevala Vlado Hvalec, Jurij Oprosnicer, ptujski grajski kapetan. Sledili so številni tradicionalni pustni liki, pokači, kopjaši, orači, ruse in drugi. Največja med njimi je bila združena skupina kurentov in korantov. Med njimi je bil tudi dr. Štefan Čelan, župan mestne občine Ptuj, ki je med povorko pozdravil Ladislava Lipiča, predsednika države, častnega pokrovitelja 52. kurentovanja. Povorka je navdušila tudi goste. Mislim, da je eno izmed pomembnih projektov EPK-ja, saj bo tudi, kar se tiče globala, največ vreden pa predvsem zaradi tega, ker je tudi eden izmed najbolj množičnih projektov. Dan sprostitve in je vsaj en dan v letu, ko lahko odložiš pomembne skrbi, ki so tokrat pred parlamentom in pa pred poslankami in poslanci državnega zbora. Liki so sicer podobne, vendar tudi drugačne. Gre za to, da Ptuj nadaljuje z svojo tradicijo in lik ti je najbolj všeč, ko nastopaš v njem. In ravno v tem mislim, da je tudi potrebno razložiti tistim, kateri še se niso udeležili tega karnevala in pustnega vzdušja, da je to potrebno, ker šele takrat se razume bistvo teh likov.
Nastopili so tudi ptujski šolarji in gimnazijci, ki so se izkazali s svojo kreativnostjo. Izstopal je pravi katapult rimske vojske, ki so ga izdelali učenci osnovne šole Ljudski vrt skupaj z mentorji. O pogledu na otroške maškare so se mnogi spomnili svojih prvih pustnih dni. Ja, bilo je zabavno in ko vidim te male otroke, ki skačijo, ki so prav na svojsten način simpatični, se mi zdi, da smo bili zmeraj tudi mi taki takrat, ko je prišel pust, oziroma trajali je kar kakšen teden. Kako se spominjate mogoče preteklih kurentovanj, kakšnih 10 let nazaj? Jaz se spomnim kar nekaj desetletij nazaj, ampak pred 10 leti malo manj kurentov ali pa korantov kot danes, pa vendarle Ptuj ohranja svoje največjo kulturno bogatstvo v etnološkem smislu, ohranja svojega koranta in mnoge druge like, tako da če bi pogledal za več desetletij nazaj, je korant še vedno ponos Ptuja, ne samo Ptuja, tudi Slovenije ali pa danes lahko rečemo tudi sveta. Povorko so zaključile pustne maske, ki so za svojo temo izbrale aktualne dogodke ali popularne figure, med njimi so bili tudi smrkci, vampirji, ekipa ameriških nogometašev, miške, biskvitki. Mnoge skupine so se za nastop pripravljale več tednov, nekatere celo več mesecev. Pustno nedeljo so obiskale tudi številne tuje etnografske in karnevalske skupine iz Srbije, Francije, Makedonije, Hrvaške, Madžarske in Slovaške. Te so še popestrile pisano druščino, ki se je sprehodila po ptujskih ulicah. V marcu pa bo najstarejše mesto v Sloveniji zaznamoval koncert dua Borut Zagoranski, akordeon in ashok Klouda na violončelo. Kulturna prireditev z rimsko tržnico pa bo pripravljena strani osnovnih šol na Ptuju. Nosila bo naslov Rimljani smo. To bi bilo vse v današnji oddaji Kultura na dlani. Prihodnjič se vidimo prvi ponedeljek v aprilu. Do takrat, nasvidenje.